Ja, tudi jaz izredno zahvaljujem stranki, da se je odločila za ta korak. Sam menim, da pri tem ne gre samo za odpiranje arhiva oziroma zapiranje arhiva, gre za soočenje za našo totalitarno polpreteklo zgodovino. Ljudje, kateri smo srečevali na terenu v zadnjih dni, so prav to razumeli. To našo sporočilo, da želijo imeti odprte arhive, da želijo končno v polpretekli zgodovini izvedeti resnico. Ne želijo, da zakoni, ki se zdaj sprejemamo, na nek način še vedno ščitijo žive politike, ki so dnevno prisotni v politiki, v gospodarstvu, želijo živeti z pravo resnico in odprti dokumenti prav to pomenijo. Jaz verjamem, da bodo ljudje tudi na referendumu ravno s temi misli odhajali na referendum, da se bodo odločili v ta smer, namreč službo državne varnosti UDBO ni mogoče primerjati z obveščevalnimi službami drugih držav. UDBA je predvsem delala na področju notranjega sovražnika, preko 50% svojega dela na tem. Notranji sovražnik je bil pa samo eden, nasprotnik Zveze komunistov Slovenije oziroma Jugoslavije. Hvala še enkrat za vsem, za vsak podpis. Upam, da bomo vsi šli na referendum in še enkrat potrdili voljo, ki smo jo že pred 2 letoma že izrazili. Hvala lepa.